da danes bomo se dotaknili teme, kot sem že rekel, o khandas. Kiparska beseda, ki je prevajamo v angleščini aggregates, agregati, skupki, zbirka. Zdaj, kot smo že zadnjič govorili, kaj mi poskušamo spoznati in raziskovati, ni nek specifičen fenomen, ki je pred nami. Tu se ukvarja znanost, ima nek specifična stvar, analizira, primerja, potem predstavi drugim, da je potem tudi se da analizira drugih, je observable by the public, javnost lahko vidi to točko in lahko pridemo do, se da komunicirati, se da dati pred nami. Tule pa raziskujemo nekaj, kar je pravzaprav to doživljanje, to zavest, nekaj, kar ne more biti objekt, ne more biti javni objekt. Ne more biti, da dam pred nami in zdaj pa dajmo se pogledati in naj vsak pove, kaj vidi, Zavest je vedno nekaj, ki omogoča, da nekaj dojamemo, da doživljamo. Je zelo neka, hočem reči, osebna, individualna zadeva. Tako da zaradi tega je tudi najtežje o tem govoriti, zelo težko potem o tem razglabljati. Je pa pomembno, ker ravno zaradi tega, ker ne razumemo, kaj ta narava doživljanja, kako sploh pride do doživljanja. Zaradi tega nerazumevanja pridemo do nekih svojih domnev, zaključkov, predpostavk. Predvsem to, da jaz sem, vzamem kot samoumevno. In druge stvari so zame. Moje, potem pa je lahko to, kar je moje, ukradeno, je podvrženo spremembi, potem nas to prizadene, ker ni po našem planu. Torej, ne samo v našem planu, kakšen idej imamo stvari, ampak ta moj svet, moje doživljanje, moja pomembnost je tukaj, in vse stvari, ki mi ne pašejo, so nedobrodošli, so napačne, ne bi smele biti, in iz tega potem pride seveda vse trpljenje, ali duka, ali nemir, ali tesnoba, vse te stvari, polno nekih primerov, zakaj bi mi trpeli. To smo zadnjič se dotaknili te teme, zadnjič smo imeli bolj tema na splošno je bilo odpiranje problema, kaj pomeni neprijetnost, kaj pomeni duka, in kako potem tole postopoma v sedanjem življenju smo temu odprti, smo si transparentni, ne poskušamo stran ubežati te stvari, Zaradi tega smo govorili, koliko je pomembno čutno zadrževanje. Ne zaradi tega, da bi bilo kaj, da se zadržujemo samo zato, ker bi bila neka tehnika, pravilo, ampak zaradi tega, da lahko potem imamo možnost uvideti, kje je problem. Zakaj bi mi šli v čutne užitke? Mi gremo v čutne užitke zaradi tega, ker od nečesa bežimo. Pa to ne pomeni, da mora biti čutni užitek zelo grob, ampak tak subtilni tudi. Vsak majhen pobeg, ne pa samo, in potem smo tudi rekli zadnjič, niso samo čutni užitki, ampak tudi pogledi, stališča, ki si jih držimo in se z njimi identificiramo. Torej, kar nam ni znano, je prav ta identifikacija. S čim se mi identificiramo? Mi zna kdo predlagati, kaj je identifikacija za vas? Vloge, ki jih imamo v življenju, ali pa osebnostne lastnosti. Torej vloge, to je super, še kaj? Kaj je identiteta, kaj je to jaz za vas? Kam se umestiš? Kam se umestiš, to je neko okolje. Ja.
Okolje te definira, še kaj drugega, kaj še Čist biološko, moški, ženski. moški, ženska, kaj imam dan, kaj sem se rodil, v redu, še kaj? Telo. Telo se identificiramo. Dobro. Zdaj pa vse te stvari, a ne, aha, to so zdaj neki pogoji, ki dajo občutek jaza, ne. A ne, kaj pa če se vloga spremeni? A ne, ki se reče, da vloga. No, zdaj imaš en poklic, pa imaš popolnoma drug poklic zdaj, ali pa, a ne, kaj je zdaj? Kdo se zdaj identiteta izginila? Kaj se je zgodilo? Kaj je identiteta, ne? Ali pa neko okolje, vlogo, ki igramo, ne, se spremeni. Telo se spremeni. A ne, kaj zdaj? Okej. A ne, pa ali je identiteta, tako se dan življenje, ne zagovoriti, kaj mislite, da je pravilni odgovor, ampak a je identiteta minljivo ali neminljivo? Spremenljivo. Ampak globoko v sebi verjameš, da ne. Tu je zdaj bolj, Mislim, tekom življenja sem verjela stvari, ki jih zdaj ne verjamem več. če te jaz užalim eno fotografijo iz lanskega leta, pa te povem, kakšna si bila, a se to dotakne, se te ne? Torej nekaj višjega identiteta. Ja, zanimivo. Se identificiramo, da se ne bi bili nikoli žalostni, nikoli jezni, ampak ko vprašamo se vprašanje, zdaj mi povedati, kaj je to identiteta, kaj je to jaz, pa noben ne zna povedati. Pa tako samoumevno, sploh ne pogledamo, sploh se ne vprašamo. Pa tako smo si pomembni. Pa nas, daj nas skrbi, kaj se drugi mislijo o nas. Zakaj? Česa se bojimo? Bojimo se predvsem zato, ker ne razumemo, ker ni stabilno. Če bi bilo resnično stabilno, zakaj se bi potem bal? Je kar ja. Ampak je nekaj, kar moramo vedno skupaj podzavestno nekaj držati skupaj, popravljati, dopolnjevati, to pomeni neko identiteto, jaz sem to, jaz sem doktor, a ne, potem ali poklic, ali status, a ne, jaz sem mama, ali pa jaz sem s tem imenom, s tem priimkom, a ne. Torej se vedno, in če nekdo užali samo našo rodbino, priimek, a ne, da nek vzdevek, ki je podobno našemu priimku, a ne, da se dotakne tudi, a ne. Torej, teh primerov je veliko, a ne. Torej, zdaj vidimo, kje je res problem, a ne, in kako ljudje to čutijo, ta problem. Ne, so kakšne tesnobe, jeze, sovraštvo, polno stvari, ki jih delamo v vsakdanjem življenju. In tudi kako jih rešujemo, tudi na specifičen način. A ne? Hočemo nekoga popraviti, kontrolirati, tožiti, a ne? Ali pa hočemo, da nas nekdo ljubi. Ali ni to malo hecno, ne? Okej, jaz sem zaljubljen vate, a ne, okej. Ampak mi hočemo, da si tudi ti zaljubljen vame. A ne, koliko je to pomembno v življenju, a ne? Zakaj? Da dajemo občutek, ne, okej, so se skupaj ogledalo in da tale navidezno idejo, a ne, da sva, da se obstajava, da se dopolnjujeva. Okej, dopolnjuva, zanimiva beseda. Zakaj sploh govorimo o dopolnjevanju, če smo že tako perfektni z jazom? No, vidite, da tukaj odpiramo res globoko vprašanje, ne? In to globoko vprašanje prihaja zaradi, globok problem prihaja zaradi nevednosti. In govorili bomo danes o teh, da si predstavljate doživljenje, najbolj splošnem smislu, kako se lahko predstavljate. Oziroma, beseda predstavljanje mogoče ni pravilna, ampak koliko lahko spoznate skozi prakso pozornosti. A ne? Pozornost pomeni, sigurno ne pomeni, da ste zdaj fiksirani v neko specifično stvar, ampak
vidite, ko ste pozorni, kaj se vam se malo odpre, se malo distancirate z neko stvarjo, v katero ste zapičeni. Naprimer, zelo v zebe. Zdaj se lahko med zebe in naredite velik problem iz tega, ali pa ste lahko hkrati, je mraz, zato je neprijeten občutek, ok, ampak vidite, da ni treba večjega problema delati iz tega. Ko smo pozorni, je videti, da vse ok, tukaj je zdaj neprijeten občutek, zakaj delam problem iz tega, zakaj poskušam nekaj kontrolirati, zakaj ekstra trpim zaradi tega. Sej je neprijeten, se ne pravim, da ni neprijeten, ampak mi ponavadi še bolj trpimo nad to. To pomeni, ko delamo pozornost, smo že neki pozorni, da se znamo malo odmakniti stran in videti v neki širši perspektivi. Ne vidimo samo neko specifično zadevo, ampak ta specifična zadeva znotraj nekega širšega okolja, širšega konteksta, dojamanja, širše zavesti in tako naprej. In doživljanje je lahko kakršnokoli, lahko doživljamo, zdaj kaj poslušate mene, ali doživljate hrano, ali doživljate, ko greste na WC, ali doživljate, ko gledate film, ali ko doživljate sanje. Vse to je beseda, ki uporabljam, doživljanje. Tudi če niste pozorni, doživljanje je prisotno. In doživljanje tako da jaz svobodno prevajam kanda kot doživljanje. Seveda dobesedno pa pomeni agregat, kot sem rekel. Ali pa skupki. In poznamo 5 skupkov, torej bom povedal v paliju in slovenščini. Prva je rupa ali snov. Druga je vedana ali občutki. Tretja je zaznava. Kaj zadeva? To je sanja. Ali zaznava. Četrta. Ali tvorba. In peta. Torej, 5 skupkov, vsak je skupek, 5 skupkov, ki so prisotni v vsakem doživljanju. Naj bo to prijeten, neprijetno, ali veliko doživetje, malo doživetje, sanje, spomini, čisto vsa. Ni nobenega ekstra in noben ni namanjka. Torej, vse te more biti prisotni, da je lahko doživljanje. Zdaj pa vidimo, da kljub temu, tukaj so zdaj besede, in zdaj, ko bomo govorili o teh stvareh, ponavadi poskušamo razumeti na takole pred nami. In zaradi tega tudi pride tudi zdaj budizem in dama, ki počasi malo nekako izgublja originalni pomen. Ljudje poskušajo to na znanstven način to razlagati in hitro pridejo do domneve, te 5 agregatov govorijo o temu telesu, zgradbi telesa. Ampak ni tako. Govori o doživljanju. Tako, kot tebe doživljam svoje telo, svoje občutke, svoje sanje, svoje ideje, ni važno kaj, so teh 5 agregatov. Torej, teh agregati niso tvorbe nekega telesa ali moje identitete, ampak govorimo samo o doživljanju, na splošno.
In zaradi tega moramo tudi paziti, ko mi te stvari se učimo in poslušamo, da ne poskušamo to razumeti preveč na intelektualni način. Moramo se naučiti, ne, da jaz, ki imam neko idejo o tem, pa razmišljam o tem, tudi ta ideja, ta misel ali to razumevanje je doživljenje. Mi doživljamo to idejo. Torej, kako mi lahko direktno spoznamo? Mi lahko spoznamo nekako nedirektno, pred nami, pa analiziramo, pa se pogovarjamo in tako naprej, ne pa direktno. Zaradi tega se treba naučiti, kako to dojeti na bolj direkten način. Ne? In to ne gre drugače, kot s pozornostjo. Da mi te stvari prepoznamo kot kontekst. Kot smo zadnjič govorili, veliko o kontekstu, te stvari so vedno nekako v kontekstu, so prisotni, tu vemo, da so te stvari prisotni, kot drugače ne bi moglo biti doživljanja. Tako da, no, to je zdaj malo, tako da vidite, o tem bomo zdaj mi malo se pogovarjali. Zdaj, tu je skupek, tu je skupek, tu je skupek, skupek. Torej, tu je ena kanda, vse skupaj 5 skupkov, panče kanda v paliju. In to ni nujno, to nisem vzel v tem trenutku, ampak vsake stvari, ki imamo glede na čas, torej preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, torej če imamo kakšne, tu je tudi znotraj teh, ne samo tukaj in zdaj, ampak vsaka misel o preteklosti, vsaka spomin preteklosti, vsaka ideja o prihodnosti. In ni važno, ali je to notranje ali zunanje, če kaj mi v sebi doživljamo ali doživljamo v svetu, to tudi je vključeno noter. Če je subtilno ali grobo, če je vzvišeno ali pomembno ali nepomembno, če je blizu ali daleč, ni važno, kakšno je doživljanje, je znotraj teh 5 agregatov. Zdaj bomo se takole malo ustavili pri vsaki. Je že kakšno vprašanje glede tega? Mogoče malo prehitro še. Zdaj bomo se dotaknili rupa ali snov. Snov je v tem agregatu je zemlja, voda, zrak, ogenj. Teh 4 elementov, to niso samo pogruntali, ni samo Buda govoril o teh 4 elementih, to se govori že pred Budo, to se govori že v drugem koncu sveta, v Sloveniji. Zanimivo, po naključju sem tudi bral, da prav simbol Slovenije, grb, ponazarja 4 elemente. Voda, zemlja, zvezde kot ogenj in ta modro nebo, zrak. Tako da, ja, je to uradna definicija, ima več interpretacije. Torej, zemlja, voda, zrak, ogenj. To so stvari, osnovni elementi, ki in lahko to tudi razlagamo na tak način. Zemlja kot trdota, voda tekočost, fluidity, tekočnost, ja. Zrak, zračnost, ogenj, ta toplota. In je prav zanimivo tudi videti, da vse, kar vidimo, ima te 4 elemente. Vsaka snov so 4 elementi. Naprimer, ko sem jaz opazoval, mi se grejemo na peč, imaš drva noter, pa gori, in če so drva, in se vidi tale ravnotežje teh elementov, je zanimivo opazovati, Če je preveč vode, element vode, bo težko kaj gorelo, Če je premalo vode, če je čisto suha drva, tudi ne bo dobro gorelo. Torej, mora biti neko ravnotežje, Torej, v vsakem materialu, če bomo drvo dali noter, ima te 4 elemente, Voda izpari, mora biti zrak, toplota izhaja, to je ogenj, ta prah, zemlja,
če daš vse te stvari skupaj, imamo tale drva. Ne? Te elementi se spreminjajo v naravi, imajo svoj zakon delovanja, premikanja, torej vse je sestavljeno z neko svojo ravnotežnostjo. Svojo neko ravnotežnostjo, da imamo mi lahko drevesa, svojo ravnotežnostjo, kako sploh cela Zemlja deluje, kako naše telo deluje, z neko ravnotežnostjo, neko svojo ravnotežje. Ne? So ene stvari, ki imajo več vode, ene so stvari, ki imajo več ognja, ene so stvari, ki imajo več zemlje. In potem vidimo, kako lahko pride do včasih malo več vode, lahko pride do poplave, plazovi, potem lahko so potresi. Vse to je pravzaprav ta igra 4 elementov, različne elemente in mi nimamo kontrole nad njimi. Tako da vse v svetu je znotraj teh 4 elementov, ima čisto nek svoj zakon, človek ne more kontrolirati. In to telo, ki je zraslo, je očitno znotraj teh 4 elementov. Ni izven, spet svoj zakon, torej toliko tekočine je noter, toliko zemlje je noter, toliko zraka je noter, toliko ognja je noter. Če ne bi bilo ognja, ne bi bilo življenja. Torej, spet in potem se lahko spreminja, kakšni elementi se spremenijo, telo odmre, s temi elementi raste, s temi elementi hranimo in gradimo telo. Z zrakom, obleke, s toploto, z vodo, zemljo, ves čas. Torej, kolikor se spreminjajo stvari v naravi, zaradi teh elementov, toliko se spreminja v telesu. Torej, vidimo, tako kot je zunanje, tako je notranje. Ko rečem notranje, imamo v mislih bolj tisto, ko vzamemo bolj kot moje. To je moje telo. Se na koncu vidite, da ni razlike. Kakor zunaj, tako znotraj. Tako, kakor tam, tako pri meni. In to vse v skladu iz stališča Rupe je vse ena ista stvar. To je čisto ena stvar, ni da bi zdaj Rupa rekla, ok, to je zdaj narava, to pa je zdaj tvoje telo, pa bom tvoje telo pustil pri miru, je izven mojega teritorija, ampak ne, je vse znotraj teritorija Rupe. Tako da, in Buda je govoril tudi o Rupi in je zelo pomembno učenje. Naprej bi prebral z Madžimane, kaj je tem. Praktikant naj preišče to svoje telo, v katerem koli položaju in v katerem koli je postavljeno, kot sestavljen iz elementov. Torej, mi se pravi, v tem telesu je element zemlje, element vode, element ognja in element zraka. Kot da spreten mesar ali njegov pomočnik, ki je ubil kravo in razsekljal na kose, sedi s tem ob križišču, tako da mi njih preišče to isto telo, kot sestavljen iz elementov. Tako prepoznava telo v telesu notranje ali prepoznava telo v telesu zunanje ali pa oboje. In tako biva neodvisen, da se ne naveže na ničesar v svetu. Tako tudi praktikant prepoznava telo v telesu. Torej, ki vidi, analizira telo, kot da bi mesar analiziral razsekljano kravo, malo grob primer, ampak mogoče ni čisto neprimeren. In izgubiš vso to strast in poželenje do telesa, ker je pravzaprav isto, tako zunanje, tako notranje. In bolj praktičen bo je tudi rekel, torej, če gremo zdaj za zemljo, kaj potem zdaj element zemlje? Notranji element zemlje je vse, kar pripada nekomu. Je trdno, strnjeno in se nanaša nanj. To so lasje, dlake, nohti, zobje, koža, meso, kite, kosti, kostni mozek, ledvice, jetra, srce, trebušna prepona, vravnica, pljuča, debelo črevo, tanko črevo, želodec in tako naprej, veste, iz biologije. In vse te stvari bude definiral kot notranje. Torej, ker se rečemo, to je moje las, moje srce. In zunanje je pa, kaj sem zdaj, kako je že pripravljen komentar,
Oba notranji element Zemlje in zunanji element Zemlje sta enostavno element Zemlje. In to se mora videti z spremenjenim razumevanjem, tako kot v resnici je. To ni moje, to nisem jaz, to ni moje sebstvo. Ko vidiš s primernim razumevanjem, tako kot v resnici je, si strznjen z elementom Zemlje in napraviš srce brezstrastno do elementa Zemlje. Pride pa čas, ko je element vode vznemirjen in potem zunanji element Zemlje izgine, ko se celo ta zunanji element Zemlje, velik kot je, vidi kot nastalen predmet uničenja, izgonitja in spremembe, kaj šele je nekaj od tega telesa, kar se nam navezalo za željo in traje kratek čas. Tega se ne more vzeti, kot da je jaz ali moje ali jaz sem. Torej, če vidimo, kako stvari se spreminjajo, premikajo, poplave Zemlje, če vidimo vse čas minljivost, nekoliko potem še ta telo bolj minljivo. Če drugi zlorabijo, žalijo, zanemarijo, a ne dlegujejo praktikanta, ki vidi ta element, kot v resnici je, razume, boleč občutek, ki je urejen iz ušesnega sprejetja, torej, če ga užali, kar sliši. Torej, ta občutek je odvisen, neodvisen. Je odvisen od česa? Odvisen od sprejetja. Potem vidi, da je sprejetje enostavno, da je občutek nestalen, da je zaznava nestalna, da so tvorbe nestalne in da je zavest nestalna. In njegovo srce, kot je napravil element stvarno podporo, vstopi v to novo stvarno podporo in pridobi zaupanje, nov manjnost in odločnost. Torej, tukaj pride do bolj globega razumevanja, ker se ne bom zdaj veliko to poglabljal, ampak ko človek vidi, da je to vse odvisno od tega, oziroma sprejetja ali kontakta, se potem vse ta občutki, ki človek ima, vse te trpljenje, vse ta navezanost tudi premine. Zaradi tega razumevanja te odvisnosti. In na isti način, ko človek razume te elemente, potem tudi ne samo, če žalijo tebe, tudi če napada, če napada s pestmi, s palicami, z noži in tako naprej, še zmeraj razume, da to bo pravzaprav kontakt tega elementa s tem elementom. Torej, tudi na nek način, če te malo primer dam, če nekdo te vrže s kakšnim drekom, tudi te ne bo tako prizadelo, ker se ti nič več ne navežeš na te elemente, ki si misliš, da so tvoji. Torej, je samo element, element. Tako da bi kepo zemlje vrgel na drugo kepo zemlje, ni nič, ta zemlja ne bo zdaj prizadeta. Zdaj pa, če kaj vrženo na name, pa sem čisto. Torej, tisti, ki je prepoznal naravo elementov, pravzaprav nima več istega občutka identitete s temi elementov, torej tudi ne bo res bi imel občutek ravnodušnosti, mirnodušnosti, če res mu nekdo zabriše kepo drekov v obraz. Torej, vsi smo iz istega testa. Enako tudi potem, to je zelo dolgo suta, če koga zanima, lahko se pogleda v Majjhima Nikāja 28, zelo priporočam, je prevod v slovenščini. Glede tega, sem vprašal za intervencijo, samo to sem že zadnjič pomislil, pa sem pozabil, pa da ne bi. Mogoče, ko se objavi na YouTubu kot predlog relevantni pasusi ali pa teksti, če bi se dali samo v opis. Zadnjič, ko sem branje, sem dal noter
Aha, link sem dal. ja, ok. Comment. No, samo to, v bistvu, ker to je najbolj elegantna zadeva, pol, v Ja. bistvu, če gremo skozi, samo klikneš, pa imaš še Ja, super. ja, bom z veseljem, seveda. Ja. Fino, super. Tako da, ampak beležki so tudi dobrodošli. so. Element vode, torej kateri se je notranji element vode, če učim povedati. Žolč, sluz, gnoj, kri, maščoba, solze, loj, slina, smrkelj, sklepna maz, urin ali karkoli drugega notranjega. Ja, to vse pripada sebi. Koliko od vas v teh stvarih razmišlja? Ja? Ja. Eden. No, potem imamo ogenj, kaj za ogenj notranje, a ne? Bude rekel, karkoli notranjega, kar pripada nikomu, je ogenj, ognjeno in se nanaša nanj, to je, s čemer se ogreje, se stara in se porablja. In tisto, s čemer, kar je pojedeno, popito, porabljeno in okušeno, postane popolnoma prebavljeno ali karkoli drugega notranjega, kar pripada sebi, je ogenj. Ogenj se nanaša nanj. Torej tudi hrana, ne? Da neko gretje. Torej, če zima smo bolj lačni, ne? Torej, potreba po več ognja. Element zraka, to so, ne? Vemo, ne? Torej, votlina v ustih, v želodcu, pa gre včasih ven iz več lukenj. Tako da to je element zraka. In zanimivo, ko delamo tudi anapanasat, vidimo, je zelo zanimiva kontemplacija. Ne ravno za nekaj samo umiritev, ampak vidimo tale povezava zrak je zunanje in potem notranje moj zrak in zunanje, notranje zdaj, kje je zdaj tista razlika, Torej, kje je zdaj konc, kje je zdaj tisto, ki bi rekel, to je moje, to je moj mehurček in je ločen od drugih. In jaz sem neodvisen, neminljiv in bom trajal za večne čase in sem duša in sem umrel iz sveta v svet do neskončnosti, ne vem, kaj verjamete sploh. Tako da, v glavnem, sigurno nekaj verjamete, tako glemo svoje nekaj, jaz sem ateist, jaz sem verom tisto drugo. Vsi, kdo ni prebojen, verjame, da v vero jaz sem. Ja. Tako da. In telo, ko govorimo o telesu, telo je tudi zanimivo tudi vedno v nekem propadanju, vedno v obnavljanju. Zdaj, če bi telo, vedno moramo mi hraniti, mi gradimo telo na nek način, s hrano, s telovadbo, vedno moramo treba popravljati, dopolnjevati. Če mi ne bi več čas bili gradbeniki svojega telesa, bi propadalo. Torej, če mi pustimo kontroli, če mi odpustimo neko skrb za telo, narava telesa je, da vleče kam? Propadanju. Torej, postane šibek, postane bolan, len, razpada, bolečina, se razkraja, smrdi, mogoče celo bolj, Torej, vedno vleče k temu. Tako da je zanimivo, ko mi jemljemo hrano ali pa dopolnjujemo telo, ali mu poskušamo obdržati in zadržati močnega, kar čisto v redu, ampak se hkrati zavedamo, če tega ne bi bilo, sama narava telesa je, da vedno na težnjo, oziroma težnjo ni ravno prava beseda, ampak gre k razpadanju. En način pogleda, a pa staranje. Torej, staranje je tudi to, vidimo, celice se obnavljajo ves čas, samo to ne pomeni, da se celice pomeni pravzaprav, da celice je manj in manj obnavljanja, zaradi tega pride do tega staranja, se pri koži pozna. In potem imamo, na primer, zanimivo kontemplatirati, če imamo možnost videti
truplo, mrtvo truplo. Ker smo mi drugi samostanovi večkrat možnost, ker imamo tudi vežico v samostanih, in daje tam telo. In ponavadi v naših samostanih še malo namenoma telo pustijo malo dlje, da tam leži, tako da se že vidi prve stopnja razkroja, ko se začne se nos premikati, pa tiste mehke mišice, ko se vleče dol. Ampak zanimivo gledati, da kaj je za razlika med tem telesom in mojim telesom, je samo to, ista zadeva med tem telesom in tem telesom je, ista zadeva je to, da celice razpadajo. Edina razlika je, da imamo jaz še ene celice, ki se obnavljajo, pri njemu je samo nehalo vse. Torej, če hočemo imeti popolnoma nemenljivost tega telesa, da bi bilo stabilno, potem bi mrtev, bi bilo razpadanje. Torej, vedno je treba, samo celice naloge je, da ves čas se mora obnavljati, če to vlogo vzameš, je razpadanje. Torej, telo je zdaj v tem trenutku pravzaprav truplo na nek način, ki je v procesu razpadanja. Torej, tak pogovor o teh stvarih ne bi smelo zdaj dati vam občutek, ali pa tak malo hecen občutek. To bi moglo biti, ja, tako je. Torej, če nam malo zastisnilo ali kakršen čoli neprijeten občutek, to pomeni, da nismo dosti blizu odkriti do narave stvari take, kot so. Nismo bili odkriti, da telo je, ki razpada. Veliko časa damo se, potem se zamotimo in damo pomembnost vsem drugim stvarem, samo da ne razmišljamo o tem problemu, ali da ga radi poslušamo o problemu drugih. In če človek, kot je rekel Buda v Dhammapadi, če se človek resnično zaveda, da umira, da razpada, da bo umrl, potem vse ostale specifični problemi v svetu postajajo nepomembni. Potem, kot je Dhammapada vrst pravi, potem ta vse prepire bo poskusil oblažiti ali končati. Vse te specifični problemi so tako nepomembni. Te naravi, teh 4 elementov in elementi imajo svoje narave res brez veze. Ali si pa predstavljate nekako 4 veliki hribi, Himalaji vseh koncev, ali pa velik zid, ki je kilometer visok vseh koncev in počasi vsak dan za kakšen meter se približuje nam. In mi tisto delujemo, smo arhitekt, vrtičkamo in si delamo svoj park okrog sebe in lepo življenje. Če človek se res resnično zaveda te 4 stene, ki prihajajo proti nam, vse te specifični probleme in te arhitekt, neke lepote in da je vse po naši podobi narejeno, postane brezsmiselno. Pa prispodoba, ko se Titanik potaplja, potem je brez veze zlagati stole v nek lep položaj. Ampak kaj delamo? Zlagamo in čistimo prah v Titaniku, medtem ko se ta potaplja. Ker se ne zavedamo, ker nočemo videti, da smo v Titaniku, ker nočemo videti teh 4 gorov ali teh 4 sten. Torej, ko se mi resnično zavedamo, da je to telo 4 elementi in 4 elementi so te 4 hribi, so 4 stene, ki nas so glih tem, da bojo nas stisnili skupaj. In če se mi navezujemo na te 4 elemente, potem je trpljenje. Ko mi pa spoznamo naravo teh 4 elementov, mi opustimo, preden je odvzeto. Ne poskušamo kontrolirati. In tukaj je bistvo, tukaj za tega mi raziskujemo te stvari, analiziramo, smo odkriti, hočemo uvideti te stvari. Če ne, se začnemo navezovati na nekaj, kar ni bilo nikoli naše, poskušamo kontrolirati, kar je izven naše kontrole. Stvari se dogajajo, nam zginejo, nas prezadane. A kdo umre, nam bližnji, kaj se zgodi? Koliko nas popolnoma uniči? Ker mislimo, da imamo lahko neko varno in stabilno okolje ali osebo, na katero smo navezani. Torej, z razumevanjem je potem mir.
Zdaj, ko govorimo o minljivosti, ne, za marsikoga, ko rečemo minljivost, nočemo, je neprijetno. Za tistega, ki pa pove resnico, v minljivosti je mir. Se spremeni ta beseda. Torej, za nevednega človeka v minljivosti je trpljenje, duha, za prebojeno bitje pa v minljivosti je mir. To je razlika. In Buda dal na svet, Rahula, ki je dal na svet pravzaprav svojemu sinu. Ker veste, da je imel Buda sina Rahula. Seveda, prej mi Buda. Rahula, razvij meditacijo, ki je kakor zemlja. Ko razviješ meditacijo, ki je kakor zemlja, nastali prijetni in neprijetni kontakti ne bodo vdrli v tvoje srce in tam ostali. Tako kot ljudje odvržejo čiste stvari in umazane stvari, iztrebke, urin, plunke, gnoj iz ran in kri na tla in se zemlja ne upira, ni ponižena in si ne gabi zaradi tega, tako tudi Rahula razvij meditacijo, ki je kakor zemlja. Ko razviješ meditacijo, ki je kakor zemlja, nastali prijetni in neprijetni kontakti ne bodo vdrli v tvoje srce in tam ostali. Rahula, razvij meditacijo, ki je kakor voda. Ko razvijaš meditacijo, ki je kakor voda, nastali prijetni in neprijetni kontakti ne bodo vdrli v tvoje srce in tam ostali. Tako kot ljudje perejo čiste stvari in umazane stvari, iztrebke, urin, plunke, gnoj iz ran in kri o vodi in se voda ne upira, ni ponižena in se ne gabi zaradi tega, tako da ti, Rahula, razvij meditacijo, ki je kakor voda. Enako je tudi za ogenj in za zrak. Vse te stvari, ki so nastali za tega, če vržeš vse stvari, potem tako kot zrak pihaš čiste stvari in umazane stvari, najstrebke, urin, plunke, gnoj in ran in kri, se zrak ne upira, ni ponižen in se mu ne gabi zaradi tega. Tako tudi Rahula, razvij meditacijo, ki je kakor zrak. Ko razviješ meditacijo, ki je kakor zrak, nastali prijetni in neprijetni kontakti ne bodo vdrli v tvoje srce in tam ostali. Tako. Je tudi ena malo prispodoba, kar se tiče jeze, ne? Kako kontrolirati jezo. To je malo takole, opomba oziroma dodatek. Če je jezen, se predstavljaj, tisti, ki prime za zemljo, za drek, pa te vrže. Ta, ki je prijel za drekom, bo imel umazane roke in bo smrdel. Te pa mogoče bo zadela, drugega pa mogoče bo zadela, pa ne. Torej, ti ne bod nikoli jezen, če si ti jezen, si isti, kot da bi ti prijel za drekom, pa poskušal nekoga svoje jeze, svoje sovraštvo nekoga prizadeti. Mogoče ti bo uspelo, da boš koga prizadel, mogoče ti ne bo uspelo, da boš tistega prizadel, a v vsakem primeru si ti tisti, ki te bojo roke smrdele. To je tako, kot sem se malo na stran, ko sem govoril o zemlji, metanju zemlje. No, to je zdaj malo o rupi. Govorili smo o 4 elementih. So pa še 2 dodatna elementa, ki se tudi pojavljata v sutah. To je pa element prostornost pa zavest. Ampak to zaenkrat se ne ravno preveč poglabljati. To je pa v primeru, ko človek gre bolj v meditativno stanje z visoko izbranostjo, ko govorimo o džanah. Potem gre tudi v stopnjo, ko tale grobi elementi, 4 elementi, izgine. Ampak potem še zmeraj pomeni, da, kot sem rekel, teh 5 agregatov so v vsakem doživljanju. Ni važno, koliko globokem stanju meditacije smo, nismo, 4 elementi, 5 elementov, 5 agregatov vedno obstaja. Samo brez tega, ampak to je še zmeraj prostornost in zavest kot element.
Pa so to sorazmerni, a eden prikrije drugega. Ne, to so vse skupaj, to so Aha. tvorbe, ki se stavljajo Ok. skupaj. In sem rekel, potem pa ravnoteže med njimi je veš čas drugače. Ne? Varira.